Pogačar napovedal, da bojo ovrednotili delo vlade oziroma ministrstva v začetku prihodnjega leta. Kateri ministri so po vašem mnenju najbolj šibki členi in bi bilo potrebno zamenjati? Jaz mislim, da se v zgodovini še ni zgodilo, da bi v istem času toliko strokovne javnosti nasprotovalo posameznim ministrom. Ministrici za kulturo nasprotuje kulturna srenja, ministrici za zdravstvo vse zdravstvo, ministru za finance vse gospodarstvo, ministru Koprivnikarju vsa javna uprava oziroma občine, vse občine in tako naprej. Skratka, tu smo priča nekemu kolektivnemu nasprotovanju in mislim, da mora predvsem predsednik vlade razmisliti o tem, ali je on tisti, ki lahko še vodi vlado Republike Slovenije. Skratka, gre za napačen sistemski pristop, ne dogaja se nič, vse teče po inerciji samo od sebe in tako naprej. Skratka, težave so velike. Če ob tem omenimo samo še upor dela javne uprave oziroma javnega sektorja, to je upora policije, protestov policije proti vladi, potem se vidi, da zadeve ne delujejo tako, kot bi bilo potrebno v teh težkih časih za Slovenijo. Ampak kako odgovarjate premierju, ki pravi, trendi so pozitivni, ne? Konkurenčnost se izboljšuje, gospodarsko rast imamo, uspešno se soočamo z to begunsko krizo. Torej, kaj vi pravite na te njegove trditve? Seveda, treba najprej pogledati, kaj povzroča gospodarsko rast. Gospodarsko rast povzročajo investicije v gospodarstvo in tudi splošna evropska gospodarska rast. Povzročila je tudi povečano črpanje evropskih sredstev, ukrepov vlade za to gospodarsko rast ni nikjer. Jaz sem postavil junija poslansko vprašanje, da mi vlada odgovori, s katerimi ukrepi so spodbudili to gibanje, in vlada ni odgovorila to poslansko vprašanje za nobenim konkretnim aktom. Zgovarjajo se na davčne blagajne, na DDV za izvoznike, na vezano knjigo računov, vendar to ni to. Skratka, ukrepov ni. Mi smo priča povečanju gospodarske rasti samo zato, ker se je primerno odzvalo gospodarstvo zaradi ugodnih trendov tudi v evropskem okolju. Primerjalno zaostajamo za nekaterimi konkurenčnimi državami na področju gospodarske rasti in vprašanje bo, kaj se bo zgodilo naprej. Kot ste videli, je bil ukrep sedanje vlade, to se pravi dodatna posredna in neposredna obdavčitev gospodarstva naletela na upor gospodarstva in minister za finance moral to davčno reformo umakniti. Skratka, pogoji za delo gospodarstva se ne izboljšujejo z ukrepi vlade, ampak so to posledica drugih dejavnikov. Kar zadeva pa reševanje migrantske krize, tudi na tem področju Slovenija ni uspešna, ne izvajajo se določila šengenskega sporazuma oziroma ne izvajajo se šengenska pravila in tu bodo težave, če ne prej pa kasneje. Skratka, odziv Avstrije je že kaže na to, da Slovenija ne ravna pravilno, da ne ravna dobro. Smo edina država, ki ima pravzaprav žičnato ograjo na obeh straneh meje. Dodatno se na italijanski strani krepijo vojaške enote. Skratka, Slovenija je tista, ki v tem okolju s strani sosedov ni prepoznana kot zanesljiva država in tu se bodo slej ko prej pojavile dodatne težave. Je migrantska politika največji fiasko te vlade po vašem letošnjem letu, recimo, če pogledate? Če pogledate delo po resorjih, vidite, da je praktično povsod preko deficit, kar zadeva ukrepanje na področju migrantske krize, zagotovo, ker Slovenija ni vzpostavila v tem obdobju ne pregledov, to se pravi resnih kontrol na vstopnih točkah v Slovenijo. Nimamo zagotovljene v primeru večje eskalacije pravzaprav nobenih dodatnih varnostnih sil, ne na področju vojske, na področju policije. Ne delujejo nobeni ukrepi na gospodarskem in finančnem področju, upori v kulturi, protesti so v zdravstvu, skratka, gre za nek sistematično nasprotovanje politiki vlade Republike Slovenije, ki temelji predvsem na veliko govorenja, na velikem in dolgem premišljevanju, ukrepov ni pa nobenih.